Pozdravljeni v imeni Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Imeli smo že spomin na Jezusovo zadnjo večerjo, na njegovo žrtev, ko je bila prinešena za naše odrešenje. In želim si, ko mu še naprej pozorni na to, ko nam ima še Bog povedati v gnešjem bogoslužje. Ne samo, ko čujemo besedo, ampak ko jo tudi udejanjimo, ko jo tudi v svojem življenju živimo. Ali kdaj poglednete druge ljudi, ko so fejs uspešni in se pitate, kako trenutno na svetu je to gratalo. Gledamo včasih nekoga, ko je uspešen v posli, se nam zdijo zelo fit, imajo six-pack, lepo telo oblikovane, so zdravi, ali pa imajo fejs dobre odnose z ljudmi in so fejs pobožna oseba in se pitamo, kako njim je to gratalo, kako so oni prišli do te točke v svojem življenju. In ko sem jaz večkrat opazil takšne ljudi, sem si stalno mislil, da so enostavno imeli dosti sreče. Imeli so sreče, ko so bili rojeni v pravo družino, ker je že bila tako verno premožna, ali so imeli dober družinski posel. Imeli so srečo, ko se jim je ponudila prava velika priložnost, pa imajo srečo za vodo dobrih genov od staršev, imajo srečo, ko so imeli glih to pravo idejo za uspeh. In medtem, kdo je tudi nekako prisotna sreča, seveda, pri vsem tem, in ništenim ljudem je bilo pač dano več kot ostalim, sam čez čas tudi opazil, da pri večini primerih, kdo so ljudje uspešni, vsaj v ništenih področjih svojega življenja, ne so imeli samo srečo, ampak so bili vztrajni. Vztrajali so skozi čas. In večkrat se pri uspehi, oziroma za uspeh uporablja stavek: uspešni ljudje vztrajno delajo to, kar drugi delajo občasno. Ne sem še nikdar videl, ko bi nekako po pomoti odplačal velik dolg. Mogoče imaš tudi dosti dolga na kreditni kartici ali pa za odplačilo avtoja, kuče, karkoli, in pravi, pa sploh se ne bi pozoril na moje finance in ne vem, koliko sem enega dneva enostavno odplačal cel moj dolg in sem po pomoti brez dolga. To se ne zgodi po pomoti, ampak z namenom in vztrajnostjo čez čas. Isto lahko povemo za zakon. Ne poznam tega, ko bi povedal, ko sploh ne ve, koliko ima tako dober odnos s svojo bogšo polovico. Ko bi povedal, oženjena sva že 25 let in nikdar se ne skregava, midva se mava stalno samo rodiva. Nikdar sem še ne spoznal nikoga takšnega. In po moji storiji še vidim, ko sta stalno in pa še delata na svojem zakonu. Njeni medsebojni odnosi so njima fejs pomembni. In kdo se včasih, ko je ne strinjata eden z drugim, si pogočita, si odpustita in še naprej postavljata Jezusa na prvo mesto v njunem odnosi. Cenita eden drugega in s tem sta tudi za vzgled svojoj deci. Ne poznam nikoga, ko bi povedal, po pomoti sem grato bliže Bogu. Nikar sem ne delal na to, enega dne sem enostavno čista henjo grešiti, vse moje odvisnosti so zginile, nehenjo sem grdo gučati in začel sem slaviti Boga neprenehoma. Samo tako. Nemam več problemov, nemam več izzivov in sem enostavno blizu Bogu. In zato, ko je to tako, se nikar ne spremenil. Ne. Ko pa znam, ko dosti ljudi povej, fejst sem se trudil, ko svoja poželenja dom v kraj. Iščem Boga, ko ga spoznavam skozi čitanje Svetega pisma, poslišam njegov glas in jim piščam, ko me pela bliže k sebi. In čez čas, kdo sem ga iskal, me je Bog spreminjal, ko sem jim bil stalno bolj podoben.
Verjamem, da imamo vsi izmed nas dobre namene. Vsi si želimo, lahko povemo, podobnih stvari, ampak imamo različne rezultate. Moramo razumeti, da naš namen za nekoj ne določi smer proti tome, ampak naša dejanja določijo smer. Z drugimi besedami, če enostavno delaš še naprej to, ko si delal do zdaj, boš dobival še naprej, ko si dobival do zdaj. Vipati na nočično prihodnosti ne prinese drugačno prihodnost. Samo vipanje ne spremeni tvojega življenja. Dejanja spremenijo življenje. Apostol Pavel je tako zapisal v pismi Galančanom, če imate Biblijo vse vleko odprete in skupaj preštimo Galančanom 6. poglavje, 7. do 9. vrstice. In to imamo zapisano tako. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati, kar bo človek sejal, bo tudi žel. To se pravi, kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo. Kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje. Ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Ne slepimo se. Po domače povedamo, ne delajmo se nori, ne zapelavljamo se. Bog se ne pusti zasmehovati. Boga ne mejmo za norca. Imamo podano tudi še naprej en zakon, eno pravilo in pregovor, kar bo človek sejal, bo tudi žel. Na drugi način povedano, kakoli mu posadili, mu čez čas tudi želi. Naprej štejemo, kdor seje svoje meso, bo od mesa žel pogubo. In znamo, kakšen pomen ima tu meso, ne? Ne je to naša koža, ampak naša grešna narava. Štokoli ravna napačno, greši in dela stvari, ko so ne po Božji volji, ta bo od mesa žel pogubo. Seješ slabe stvari, dobiš slab rezultat. Ampak tu nam Pavel še naprej piše še nekaj. Kdor pa seje v duha, torej dela nekaj, ko časti našega Boga, bo od duha žel večno življenje. Žel de nekaj, ko si mi ne zaslužimo. Žel de nekaj, ko si mi nismo zaslužili, ampak nekaj, ko nam je dano po Božji milosti. In pogledamo te zakon, to pravilo. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. In ko pomeni to, kdo je nekaj zakon, kdo je nekšno pravilo? Kaj se stalno isto ponavlja in kaj je to resen. Za primer se lahko vzemamo zakon gravitacije. Če se jaz postavim tu na rob odra, kuma spadnem. Če se postavim na rob in se bliže, kuma spadnem. Naprej. Nemo zdaj ponavljali test, kaj ga dokažemo, kuma bomo stalno spodno. Doj. Nemo po pomoti ena v gor spodno, ne vem, gorta ali pa nazaj ta. Zato, ker me teža doj potegne. Pogledajmo si nekaj zanimivosti, zakonitosti o sejanju in o žetvi. Tisti, ko se s tem ukvarjate, znate to bolje od mene. Kar boš sejal, to boš tudi žel. Kakšno seme boš posejal v zemljo, takšen pridelek boš čez čas tudi žel. Pri naslednjo, žanješ več, kot pa si posejal. Dodaš seme v zemljo, dobiš več pridelka iz tistega malo posejenega semena. In pa žanješ potem, ko si posejal. Ne včasih, ampak zato, kad dozori nekaj, je potreben čas. Pogledajmo se podrobno vsakšno točko posebej. Kar boš sejal, to boš tudi žel.
Postavim v eno pitanje in vi mi dajte odgovor. Če posadimo kukurco, koruzo, komu želi? Kukurco, ne? Koruzo. Pravilno. Če posadimo kukurco, ne dobimo v ananasa. To je prvo pravilo, ne? Logično. To, ko posadimo, to mu dobili tudi v. Kot je Pavel zapisal, če sadimo slabo seme, dobimo žetev uničenja. Če posadimo Božje seme in Božje navade, te čez čas ponavadi imamo Božjo žetev. Če to zdaj prenesemo na naše življenja, če bomo torej sadili in nadaljevali z grehom, z grdim gučenjem, smo nesramni in arogantni do ljudi, če smo osredotočeni samo na sebe, če smo čemerni in ne odpuščamo drugim, če smo neprizanesljivi in strogi, če sodimo druge in sovražimo ljudi, da je to prišlo nazaj na nas v množini. V Stari zavezi Ozej 10. poglavje 13. vrstica guči fejs jasno o tom. 10. poglavje 13. vrstica. Orali ste krivico, želi hudobijo in jedli sad laži. Zamislimo si kjerokoli področje v življenju. Da delaš napačno stvar, zakaj bi sploh pričakival, ko boš živel dobro od slabe stvari? Očiten primer imamo naše službe. Če bi stalno znova zamijal, bi od 10, 20, 1 uro kasneje v službo, bi s težavo in brez volje delo, zakaj bi ti pričakival, kad ti dajo šefovge nadrejeni možnost napredovanja ali pa poviščico svojih plači. Prvi bi bil v vrsti za odpoved, kad se te rešijo, kad jim ne boš več tom delo škodo, po domače povedano. Če gejš, kar ti srce poželi in če imaš fejs velike oči in nemaš meje, nikdar ne telovadiš, ne treniraš, se ne skrbi za svoje telo, v petek spigejš par piv zato, ker je petek in pa v soboto spigejš par piv zato, ker je sobota in pa še v nedeljo spigejš par piv, bi bili presenečeni, če bi čez čas bili 20 kg nad željeno težo. Pa si misliš, Bog, to je nepravično. Zakaj me tako kaznivljaš? Zakaj sem si gestov zaslužil? Ne, to je ne kazen. To je žetev. Žanješ to, kar si sejal. In zdaj dejstvo, če ti je ne všeč, če se te ne vidi to, ko žanješ, ti spremeni seme, koga sadiš. In že zdaj bi nas rad spodbudil, najdi eno področje v svojem življenju, ki bi rad posadil drugo nočiščno seme. Samo eno področje v življenju, ki praviš, v tom področju bi jaz rad vztrajal. Rad bi živel seme vztrajnosti. Mogoče je to molitev, čas v Božji besedi, velikodušnost, imeti Božji odnos z ljudmi, odpuščanje, sprejemanje. Mogoče pa želiš šporati penaze, da še vsakši plači delaš na stran. Zberi si eno področje življenja, ki bi rad drugačno žetev. Pitaj se, kakšno seme moraš posaditi, ker je to uspelo. In kdo sadiš pravi tip semena, vrvli, ker je Bog prinesel pravo žetev. Če ti ne všeč, kar žanješ, ti spremeni seme, ko ga sadiš. In potem naslednjo točko smo imeli, žanješ več, kot si posejal. To, kar posadiš, Bog pomnoži. V Marku 4 je Jezus povedal priliko o sejalci in vrvlem, ki jo vsi predvsej dobro poznamo. Ništerna semena so spodnela ob pot in ko se je s tistimi zgodilo. Ptiči so prišli in so pogeli.
Drugo seme je spadlo na kamnita tla in se posušilo zaradi slabih korenin. Potem naslednje je spadlo med trnje in tudi seme ne je uspelo, zato ker se je zadušilo. Ko pa se je zgodilo s semenom, ko je spadlo na dobro zemljo? Marko 4. poglavje 8. vrstica. Druga semena pa so padla na dobro zemljo, rastla se množila in dajala sad. Eno je obrodilo 30, drugo 60 in spet drugo 100. Z drugimi besedami, če poseješ eno seme, lahko iz toga grata celo drevo, ker da potem sadeš z dosti semeni in da veliko žetev. In to se tudi vidi v naših življenjih, v odnosih, v samodisciplini. Če prideš v prostor poln z ljudmi z nasmehom, da Bog to pomnoži in dobiš nazaj dosti nasmehov. Če pa prideš v tej isti prostor z čemernim pogledom, z slabim odnosom, boš večkrat dobil tudi pomnožene, grde poglede in slabe odnose nazaj. Zato, ker žanješ več, kot pa si posejal. In našel sem eno ilustracijo, kdo sem gledal stvari o navadi in o samodisciplini. Malo sem jo spremenil, ker je za nas bolj razumljiva, ampak mi je dala ogromno misliti. Je o 3 moških, ker so sosedje, imajo približno isto plačo, so v srednjih letih, kako je to v srednjih letih, 35, ajde, in imajo vsi podoben izgled telesa z malo ekstra na stranaj, malo so vsi bolj tako močni. In damo jim 3 različna imena. Igor isti, Bogdan boljši in pa Slavko slabši. To je ti del, ker ga sem malo spremenil, ker ne pomote, ker do imena bolj razumljiva za nas. Torej, Igor isti si lahko predstavljamo, kaj čez čas napravi kaj. Dela isto stvar. Malo se pritožuje o svojem življenju, ampak ne spremeni kaj dosti in dela isto stvar naprej, tako dosti ljudi, ker mi poznamo. Bogdan boljši pa je prišel v Nuskovo v cerkev, je bil na tom bogoslužji, napravil čistak male neopazne spremembe, vsak dan je začel čitati Biblijo, sledi plani branja svetega pisma, Biblijo šteje vsaj 10 minut na dan in preživlja več časa z Bogom v molitvi. Ne je velika razlika, čistak mala sprememba. Odločil se je tudi, kada se odrekel 125 kalorijam na dan. Naprimer, ne da pil po večerji gazirane pijače ali pa čez dan, ali pa ne da džo tiste dobre čokoladice, dobre sladice in ob konci dneva pogej, kaj je bolje zdravega. 3-krat na teden ide na sprehod in to je to. To je to, kar Bogdan dela noček. Če to gledaš, skoraj nika. Malenkosti. Prve kedne in nekaj mesecev ne vidiš, oziroma ne vidi niti ene prave spremembe in skoraj obupa, ampak se spomni male spremembe, vztrajnost, samodisciplina in čas napravi veliko spremembo. In tako se drži toga, ko si je določil in nadaljuje s tem. In ti imamo še Slavko slabši, ker je pa gnez falil v cerkvi in nažalost se je Slavko navadil na nekaj slabih stvari. Ne šteje Biblije, vrvle sicer v Boga, ampak ne dela nika na tom, kaj bi to poglobil, kaj bi razvil svoj odnos z Bogom. Ne nuca svojih talentov za služenje in v nasprotju z Bogdanom se Slavko ne odrekel kalorijam, ampak je dodal 125 kalorij. Ena Coca-Cola še cuj, ali pa gled tista čokoladica, ne še to kazati ona. Ali pa čokoladica in pa zato, ker je
brez motivacije se rad odklopi od drugih in zapravlja dosti časa z gledanjem Netflixa, z gledanjem različnih filmov in špilanjem igrc. Dobra novica je, ka podira svoje rekorde, seveda v igrca in nekaj postavlja in pozna, ker filmi so fejs zanimivi, ampak začno je vlagati dosti časa v to. In mine 6 mesecev. Nega skoraj niti ena razlika, najprej Bog dade, ker je dela dobre stvari in prave stvari, in najprej Slavko je, ker je dela slabe in napačne stvari. Ampak po leti in pol, torej približno po 18 mesece, začnemo opažati malo razliko. Po 27 mesece pa je razlika za 2 izmed njih presenetljiva. In pogledamo si, kot to gre. Najprej smo imeli kero osebo. Igor isti. Je kakšna razlika pri njemi? Ne. Tako dosti ljudi okoli nas in naši prijatelji in pa leko bi povedal, ka nažalost tudi ništerni izved nas, dobri 2 leti od gnes, te še stalno zaskrbljeni o isti stvari, kak ste pa zdaj. Te se soočali in borili z istimi grehami, kak se pa zdaj. Te si želeli za stvari, ki bi bili nočišne, kak pa si jih želite zdaj. Pri Igori njega nikšne spremembe. Bog dan boljši. Po 27 mesece je pojel 117,500 menje kalorij in shujšal 15 kil. Grato je fit, samozavesten, kupil si je novi kvont, kada je lepše zgledno in se počuti nasploh boljše. In najbolj pomembno, njegov odnos z Bogom se je popravil in še izboljšal. Potem še imamo Slavko, slabši, pa na drugi strani je nejtok dobra novica. Po 27 mesece je zaužil 117,500 več kalorij in pridobil 15 kil. Zdaj lepo tisto, to ja. In pridobil 15 kil, se je zredil za 15 kil. In mislite, kaj je zdaj samozavesten? Po moje se ne počuti tako dobro in če bi preračunali, razlika med Slavkojem in Bogdanom je 235 kalorij in pa 300 kil. In to je samo začetek sprememb v njunih življenjih. Kajti znamo, ka male, pozitivne, dobre spremembe se prelevijo v druge dobre spremembe in negativne, slabe spremembe se večkrat prelevijo v še slabše. Bogdan boljši je shujšal, grato je samozavesten, čas ob preberanju Božje besede je utrdil in okrepil njegov odnos z Bogom. V službi so njegovi nadrejeni opazili njegovo predanost, kaj je pri svojem delu z glavo, kaj na pravi način dela, kaj se trudi. In so njimi dali možnost za povišico in možnost napredovanja. Odplačuje svoje dolge in njegova žena je srečna. Slavko slabši, na drugi strani pa je izgubil samozavest. Od Boga se je odtujil, njegova zasvojenost z igricami se je prelevila, se je spremenila v zasvojenost z igrami na srečo. Njegove finance so katastrofa in njegov zakon za ženo visi na nitki. In, kar ne da pomote, to vse je očitno samo ilustracija. Ampak resnica je ne tako daleč od toga. Stvari, ko jih delamo, občasno ne napravijo razliko sprememb, ampak stvari, ko jih delamo z vztrajnostjo. Če ti je ne všeč, kar žanješ, spremeni seme, ko ga sadiš in samo eno. Začni samo z eno stvarjo. Na eno področje, ki boš bolje vztrajen. Stalno žanješ to, kar seješ in stalno žanješ več, kot pa si sejal. In še zadnji princip setve. Žanješ po tem, ko si sejal.
žanjemo v drugom letnom času, ne? In ne je enostavno čakati, zato ker posadiš jeseni in ponavadi je to, kar ne žanjemo včasih jeseni, ne? Posaditi moraš jeseni in čakati do poletja. Čakanje pa je stalno žmetno. Zato smo večkrat brez motivacije. In ko napravimo? Nekaj časa se držimo, molil sem 5 dni zapored in sem še vseeno povedal grdo besedo v službi. Že pa sem grato čemeren. Molil sem in molil, ampak se ne počutim bliže Bogu. 5 dni zaporedoma. 5-krat sem šel v fitness in še itak nemam six-packa, še itak imam black. Tako se napačno odločimo, kad te male odločitve ne pomenijo toliko. In henjamo s tem. Pozabljamo nekaj, ko so naša celotna življenja sestavke vseh odločitev, ko jih napravimo. Vsakšno dejanje, ko ga napraviš, zbiraš smer za prihodnost. Vsi si želimo nekaj nočešnjega, nekaj boljšega v naših življenjih, ne? Problem je, če si želimo podobnih stvari, imamo pa različne rezultate. Če imamo o sebi napačno predstavo, se tudi s trudom ne bomo dobili dobrih rezultatov. Kdo misliš, ker sem slaboten, ker sem nič, neuporaben sem, nikdar se ne bo spremenil, nikdar ne bo dosegnil teh sprememb oziroma zastavljenih ciljev, ko jih bom v svojem življenju. Zastalno sem obtičal v toj preizkušnji, v tom grehe, ne bo napredoval, nikdar ne bo henjal s tem slabim dejanjem. Moj odnos z Bogom ne je nikdar tako dober, kot pa ga drugi imajo. Nikdar ne imel pravega klica od Boga. Probujemo z lastnimi močmi napraviti spremembo, ampak naša volja zbledi. In kdo vidimo, ko se bliža naš padec, se počutimo še toliko bolj osramočene. In neprijatelj nas s tem poistovetvi s predstavami, ko jih večkrat imamo nažalost o sebi. In nam pokaže še iščo sliko o nas samih, kaj bi nas odvrnil od zaupanja Bogu za spremembe. In kot te napraviti? 2. Korinčanom, 5. poglavje, 17. vrstica. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. To imamo zapisano v 2. Korinčanom, 5. poglavje, 17. vrstica. In zato, ker smo v Kristusu, nos Sveti Duh davlja moč, ker nam pomaga napraviti prave odločitve, ker nam pomaga posaditi pravo seme in nam je v pomoč v naši veri in v naši vztrajnosti in v naših odločitvah. Odimo v duhi in ne sejmo v poželenja mesa. To ne je doprinesla naša moč, ampak Božja moč. Kristus v meni je močnejši, kot pa napačna poželenja v meni. In zdaj, ker znamo, što smo, namreč, kako smo prešteli, smo nova stvaritev v Kristusu, ti znamo, ko napraviti. In stalno se pitamo v našem življenju, če smo bili uspešni. Sam gnes častil Boga. Sam delo dobro v službi, sem bil zgled, sem napredoval v svojem odnosu z Bogom. Delam v smeri žetve, ker časti Boga. Ali sem sadil to dobro seme? Pitajmo se te pitanja. In Bog te nam odgovoril, Bog te nam prek Svetega Duha pokazal dejanja, pot, ker moramo vzeti. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. In to je to pravilo. Povedno v Galačano 6. poglavje 9. vrstico, kako smo prej prešteli, pravi še tak. Ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem
času želi. Ne obupaj, vztrajaj. Poleti, kdo je čas za žetev, boš uvidel, kako vso to trdo delo, disciplina, vse te žrtve, tvoja vera in zaupanje ne je bilo zamenje, ne je bilo zašenki, ne je bilo samotok. To, če bi dali mrzlo vodo v posodi na ogenj. Ogenj konstantno isto gori, voda pa se segreva. 30, 40, 60, 80, 95 stopinj in čez čas pride na 99 stopinj Celzija. In kakšna je voda pri 99 stopinjah? Fejs vroča. Ampak enega dneva v času žetve, kdo se segreje še samo za 1 stopinjo. Ne več vroča voda, ampak vrela voda. Enega dne se boš zbudil in tvoj odnos s soprogom je boljši, kot pa si kdorkoli predstavljal. Enega dne se boš zbudil in videl, kaj je med tev in tvojim sosedom 30 kil razlike. Enega dne se boš zbudil in videl, koliko te Bog zaradi tvojega neprestanega zaupanja in preberanja besede, molitve, vodi in uporablja. Tvoj posel začne uspevati, tvoj vpliv se širi. Ljudje dogledali na tebe in povedali, pa kakšen srečo je te človek imel. In znal boš, ne sem ga smel srečen. Z Božjo pomočjo sem odol. Zaupal sem Bogu in vztrajal sem. Male osebne odločitve po Božji volji, ko jih mogoče nišče ne vidi, vodijo do velikih rezultatov, ko si jih vsi želimo. Ljudje ne bodo videli, kako si premagal te dvom v sebe, svoje nesigurnosti, kako si priznaval svoje grehe, ne vidijo, kako si spodno nazaj stonil in potem ponovno probal. Ne vidijo molitve, ne vidijo posta, iskanja in naslanjanja na Boga, čitanje Božje besede. Ne vidijo, kako se soočaš z kritiko in se ponovno vrneš z srcem polnim milosti. Ne vidijo bolečine. Nič od toga drugi ljudje ne vidijo. Ampak važno je, kaj ti znaš, kaj so to tista semena, ker si jih posejal in kaj je to žetev, ker je Bog prinesel v tvoje življenje. Ne obupaj, ne prenehaj z molitvijo, ne prenehaj z verovanjem. Bog nam je namreč stalno zvest. Ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. In čistak za konec, sejmo tudi z svojimi zgledi. Ne pričakuj dobrega rezultata pri drugom, če njime ti seješ slab zgled. Vi ste sol, vi ste luč sveta. To so namreč bile Jezušove besede nam. Pitaj se, kakšna luč sem jaz, kakšna sol, kakšen okus davljam naprej. Amen. Vabim vas še vse skupaj, kakor stanete in se zrižemo skupaj v molitvi. Gospod Bog, hvala ti ponovno za te čas, ko ga imamo s tev. Hvala ti, ko lahko uživamo v tvoji prisotnosti, v tvojih blagoslovih in hvala ti, Bog, ko nas ti blagoslavljaš. In hvala ti, ko nas ti opominjaš, če ne sejemo dobro seme, Gospod Bog, ko bomo lahko želi pravo žetev. Namreč ti šeš, ko smo mi pri tebi prisotni, ti šeš, ko mi preživljamo čas tev, štejemo tvojo besedo, molimo, Gospod Bog, in smo vzgled tudi drugim, Gospod Bog, in resnično daj nam ti moč, daj nam ti modrost prek svojega svetega duha, da bi se lahko prav odločili in začeli s tem že gnes. Hvala ti za vse, Bog. Amen. Amen. Amen.